Zdaj pozdrav tudi z moje strani. Smo zelo veseli, da smo se zbrali v še večjem številu kot zadnjič. To pomeni, da bo za tretje srečanje treba se preseliti v kakšen večji prostor, v kakšno dvorano. Kot je bilo že povedano, bomo danes razmišljali o tem, v bistvu človeka, kaj je človek, kaj so njegove bistvene temeljne potrebe, želje, hotenja, kaj pomeni biti srečen. To vemo, da je danes glavno temeljno vprašanje sodobnega človeka. Vsi hrepenimo za srečo, vsi hrepenimo po nekem notranjem miru. Vemo, da so knjižne police polne New Age literature, ki nas uči, kako treba samega sebe najti, kako najti notranji mir. Zdaj, v tem se meni vedno poraja strah, da tisti, ki preveč pretirano išče samega sebe, se lahko še bolj izgubi, kot je že izgubljen. Skratka, danes bomo skupaj razmišljali o teh temeljnih rečeh, o antropološki naravnanosti na človeka in tudi o pomenu nadsmisla, torej kaj smisel oziroma kaj nadsmisel sploh je. Mogoče samo na začetku je kakšno vprašanje od prejšnjega srečanja. Tudi danes bomo poskušali biti čim bolj dialoški, tako da bomo skupaj razmišljali o teh življenjskih vprašanjih, kadarkoli, tako kot zadnjič, kadarkoli lahko izpostavite kakšno stvar, dodate svojo misel, dvom, karkoli že. Frankl pravi, da živimo v času specialistov, ki nam posredujejo delne resničnosti, delne perspektive. Zdaj, v čem je nevarnost? Frankl je veliko svojih moči in energije namenil temu, da je poskušal na nek način najti drug pristop k človeku v smislu, da se izogne redukcionizmu. A ima mogoče kdo kakšno idejo, kaj bi to pomenilo, redukcionizem? Kaj je redukcionizem? Zakaj bi šlo pri redukcionizmu? Ima kdo kakšno idejo, kakršnokoli? Če to prevajamo, gre vedno na manj in si specialist vedno manjših področij. Točno tako. In kaj nam to pove na področju človeka, če se ukvarjamo s človekom na takšen ali drugačen način, ali v okviru terapije, ali v okviru psihosocialne pomoči, ali paliativne oskrbe medicine. Samo še s petnimi kapilarami. Kako? Samo še s petnimi kapilarami. Ja, točno tako. Ampak v čem je največja nevarnost? Največja nevarnost je, da človeka zaradi tega razčlovečimo. In dediščina, oziroma negativna dediščina Sigmunda Freuda je ravno v tem, da obstaja velika nevarnost, da na človeka ne gledamo kot na celostno bitje, torej kot na človeka, ampak da hitro dobimo do njega oziroma k njemu en pristop, ki bi ga lahko poimenovali nek mehanicistični pristop. Torej, da je človek, ko je bolan, pomeni, da so se določena kolesca v njem pokvarila in ta kolesca je potrebno popraviti in bo človek funkcioniral naprej. Mi pa vemo, da človek ni samo sestavljenih kolesc, ampak še je veliko, veliko več drugega. A mi lahko sploh vemo in razumemo človeka do potankosti? Kaj je možno? A je možno povedati o človeku vse? In kaj je danes največja nevarnost? Da mislimo, da vse vemo. Da mislimo, da vse vemo. A nam je to kaj blizu? Torej, če imamo mi psihologa, je kaj njegova tendenca? Da človeka dojema samo kot psihično-psihološko bitje. Temu bomo rekli psihologizem. Vse izvira od tam. Če mi gledamo iz vidika psihoanalize, je človek kaj? Z vidika psihoanalize je človek kaj? Kakšen je pogled na človeka? V glavnem je to bitje nezavednega. Se spomnite, če ste kaj brali, študirali to, ledena gora in samo en delček ledene gore je nad gladino, tiste področje zavednega, vse ostalo je pa nezavedno.
torej neki goni, ki človeka tako ali drugače definirajo in je njegova svoboda zelo okrnjena. Torej, mi smo določeni za neko našo preteklostjo, vzgojo, geni, za tem, kar smo dobili, kar nismo dobili in na to nimamo nekega velikega vpliva. Kakšen je občutek, če vam povemo, da vi v bistvu niste kaj veliko svobodna biti, ampak je v glavnem vse naprej že določeno. Da vas določajo neke notranje sile, notranje silnice, notranje gone. To bi bil determinizem. Točno tako. Determinizem. Determinizem. In po Freudu smo mi kaj? Žrtve naše spolnosti in volje do užitka. Če vi pridete za težavo, bomo mi šli kaj najprej razreševati? Odnosa z vašim očetom. Kaj je oče dal, kaj vam ni dal, a tega vam ni dal, to pa sigurno boli, ker vam tega ni povedal in vam tega ni dal. In pol mi seciramo to lahko 30 let, če je potrebno, ne? Ja, ker tega odnosa nikoli do konca ne možeš razrešiti in postaviti na pravo mesto. So pa minila 3 desetletja. Ja? Kaj je nevarnost recimo v teologiji, v duhovnosti? Kaj bi bila nevarnost? Kaj bi rekli? Kakšna je nevarnost? Na svet ti samo moli, pa bo boljše. Ja, ne vem, če bo, ne? Včasih je v življenju tako, da treba še kaj drugo narediti kot moliti. Pa ne, da bi želeli zmanjšati vrednost molitve, ampak, če gledamo religiozno, nedvomno, Bog včasih pričakuje tudi določeno aktivnost posameznika. Bi se strinjali? In samo molitev včasih ne bo dovolj. Torej, v teologiji ali po duhovnosti bi bila nevarnost, a veste, da človeka gledamo samo kot duhovno bitje. Na področju biologije je pa nevarnost, da človeka gledamo samo kot biološko bitje, biologizem, torej evolucija. Razvili smo se iz opice in to je to. Skratka, kot na vseh področjih, še posebej pa na področju humanistike, humanizma ali pa družboslovja, je ta nevarnost, da vedno da zaidemo oziroma je ta tendenca, da nas vleče v neki izme, totalitarizme. Kot je tukaj zapisano, da današnji nihilizem, veste, včasih je bil nihilizem drugačen, kot je bil danes. Največji predstavnik nihilizma je Friedrich Nietzsche. Danes pa pravi Frankl, da ni nevarnost, da bi nihilizem razumevali kot govorjenje o niču, torej razvrednotenje vrednot vseh moralnih načel, etike in tako, ampak nič drugega kot to. In to je danes velika nevarnost, da mi na človeka gledamo samo skozi določen vidik, skozi določeno prizmo in potem ga želimo na ta način absolutno razlagati in vse znotraj tega razumeva. To pomeni, če sem jaz strokovnjak iz določenega pristopa in k meni pride človek, ki ima težave, jaz na vsak način želim tega človeka spraviti znotraj teh okvirjev. Nevarnost je to, ker samo te okvirje poznam. V logoterapiji je pa recimo v sprejemu interdisciplinarni pristop. Sociologija, psihologija, filozofija, literatura, na vse zadnje je Frankl je doktoriral iz medicine in filozofije. In če beremo Frankla, vidimo, da je tam ogromno enega filozofskega znanja. Filozofija je kaj? Kaj je filozofija? Pri nas v Sloveniji ima to eno tako negativno konotacijo, pa to ne vem zakaj. Nekaj filozofiraš, rečemo, Ampak skozi vsa stoletja, skozi vso zgodovino, veste, je bila filozofija najvišje kotirana znanost, že tam od antike naprej, iz Grčije. Kaj pomeni dobesedno filozofija? Dove? Filija, ljubezen do modrosti. Ljubezen do modrosti. Modrost pa je veliko več kot samo pamet ali pa inteligenčni kvocient, ampak je neko umevanje življenja sveta kot celote.
Skratka, v logoterapiji se izognemo temu redukcionizmu in Frankl pravi, da je dejansko logoterapija v osnovi antropološki pristop, antropološka naravnava, ki človeka vidi celostno, holistično. Mi vemo, da danes že vsi govorijo o celostnem holističnem pristopu, od onih, ki delajo mila in zobne paste, do vzgojnega izobraževalnega sistema. Ne? Veste, tudi v naših kurikulumih piše, da otroka treba celostno vzgajati in izobraževati. Pa to mi izvajamo. Ja, če se mi preselimo na področje duhovne razsežnosti, sploh ne vemo, kaj bi s tem naredili, prav tako na duševne razsežnosti ne. Na področju medicine, ali se mi z človekom celostno holistično ukvarjamo, niti približno, to smo že zadnjič omenjali. V glavnem se ukvarjamo z simptomi, z indici, ne pa z samim izvorom določenih težav oziroma določene bolezni. Torej, na ta način se izognemo vsakršnemu redukcionizmu in nihilizmu, to je Frankl ves čas na veliko opozarjal in je poudarjal, da je dejansko logoterapija inkluzivistična znanost, ne ekskluzivistična. Ne? To je v Sloveniji, po mojem, temeljni problem. Bi se strinjali, mi in vi. Mi imamo skozi neka dva bazena. Mi in vi. Beli in črni, oziroma rdeči in črni. Levi in desni. Skozi smo neki mi in skozi smo neki vi. In te prepreke, ne vem, kdaj bomo to preskočili in prebrodili. Torej, človek ni samo nek skupek določenih psiholoških ali fizioloških mehanizmov, kot smo že prej omenili, ampak je človek veliko več. Že zadnjič smo malo omenili o volji do smisla, ki jo je nekako Frankl postavil na nasprotno smer od volje do užitka po Freudu in volje do moči po Adlerju. Zdaj, na tej točki se pojavi temeljno vprašanje, ki se glasi, kaj človek je. Kaj dejansko človek je? Kaj bi odgovorili na to vprašanje? Kaj je človek? Kakšni bi bili odgovor? Da imamo danes intervju in vas vprašam, kaj je človek. Na prvi pogled izgleda zelo preprosto vprašanje, ampak kaj je človek? Psihosocialno bitje. Psihosocialno bitje. Enkratno, neponovljivo, edinstveno bitje. Enkratno, edinstveno bitje, ja, absolutno. Še kaj je človek? Kaj bi še rekli? Krona stvarstva. Krona stvarstva. Bolj napaka narave. Kako? Napaka narave. Napaka narave. Eni pravijo krona stvarstva, eni pravijo napaka narave. Še kaj bi rekli? Skrivnost. Pod to definicijo bi se kakšen Dostojevski 3-krat podpisal, ne? Tudi on je dejal, človek je v končni fazi skrivnost in to se tudi sam osebno zelo strinjam, ker nikoli ne prideš do konca. Nikoli. In to je spet ena nevarnost pri ljudeh, ki se ukvarjajo z ljudmi, a veste, tista drža, da vse vemo, da vse razumemo. Ne razumemo. Kolikokrat mi komu rečemo, ja, saj te razumemo. Pa ga res. In je človeku hudo in drbi in mi rečemo, saj vem, kako ti je. A je to res? Niti približno nismo. Niti blizu nismo. Človek je prevelika skrivnost. To smo pri Dostojevskem, to res človek dobi, ne? Ta pogled v globino človeškega življenja. Kaj vse človek je? Z vsemi kontradikcijami nasproti, z vsem tem notranjim dogajanjem, dinamizmom. Zadnji smo veliko govorili o koncentracijskih taboriščih. Se spomnite tiste definicije Frankla, ne?
Popravi, ponovno se sprašujemo, kaj je človek. Popravi, človek, ki je zgradil plinsko celico, po drugi strani je pa tudi to človek, ki je v to plinsko celico ukorakal, ki je v njo šel. Kako zdaj definira človeka, kaj je človek? Imamo po eni strani Hitlerja in Stalina, po drugi strani pa imamo takšne junake, kot so, ne vem, Mati Terezija ali pa naš Slovenec Pedro Opeka. A ni to en čudovit spomin, ne samo človeku, ampak človeštvu samemu. Človeštvu samemu, spomenik človeštva, takšni ljudje. Skratka, ključno je to, ne, če se mi ukvarjamo z človekom na kakršenkoli že način, je ključno to, da vemo, kdo je pred nami. Torej, kaj človek dejansko je. Če v štartu zgrešimo, veste, pol vprašanje, kako smo nadalje naravnanje. Veste, če jaz pripeljem avtomobil k mehaniku in on sploh dejansko ne ve, za kakšen avto gre, kakšen je motor, ali je dizel, ali je benzinar, ja, kako bo ta avto popravil ali pa naredil servis. A bo ta servis uspešen? Ja, mala verjetnost obstaja, da se mu bo posrečil, da bo čisto slučajno naredil ta prave stvari, da bo ta prav bolje zbral filtre in tako naprej. Skratka, temeljno vprašanje je, kaj je človek. In logoterapevtsko gledano je človek telesno, duševno in duhovno bitje. To definicijo mi že poznamo od, mislim, da tam že od antike naprej, že par stoletij pred štetjem, telesno, duševno, duhovno bitje. Zdaj, kaj je telesno, kaj je duševno, to dejansko ni takšen problem. Malo večji problem nastane pri duhovni razsežnosti. Skratka, obstaja nevarnost. Ni sicer, da čeprav mi govorimo, da je človek telesno, duševno in duhovno bitje, to dejansko ne drži. Zakaj? Ker obstaja nevarnost, da mi začnemo človeka obravnavati in se z njim ukvarjati v smislu, kot da bi se dalo telesno razsežnost ločiti od duševne, oziroma duševno od duhovne ali duhovno od duševne. Torej, kaj izvolite? Ja, za zamudnike so prva vrsta, ne? Pa še kamera vas snemate, pa v televiziji. Skratka, kot da bi se dalo določeno razsežnost obravnavati ločeno od vseh drugih. To seveda ni možno. Vedno, ko govorimo recimo o telesni razsežnosti, treba vzeti v obzir tudi duševno in duhovno. Ko govorimo o duševni, prav tako treba upoštevati tako telesno kot duhovno. Skratka, kot je tukaj zapisano, človek je nedeljiva celota telesne, duševne in duhovne razsežnosti. Vse te razsežnosti so dejansko v neki nenehni interakciji med sabo. Tu bi lahko tako naredili ene puščice. Skratka, več čas gre to za eno prepletanje, za neko vplivanje, sovplivanje eno na drugo. Takšno shemo si naredimo samo zato, da si dejansko olajšamo, da malo boljše lahko razumemo določeno dogajanje v človeku. Samo kot neko pač olajšanje razumevanja. Kaj je z telesno razsežnostjo? Telesna razsežnost je kaj? Kaj bi dejali tako čisto preprosto, vsak dan? Kaj določa telesno razsežnost? Kaj bi to bilo? Materialno, kar se vidi, telo, kar se občuti, ja? Kot je tudi tukaj zapisano, telesno razsežnost v glavnem določajo geni, na to v bistvu ne moremo veliko vplivati. Je res? Če sem jaz visok 1,79 cm, lahko kaj naredim glede tega? Sicer neke variante menda obstajajo. Visoke pete, ok. Ja. Ampak načeloma, kaj veliko ne moreš narediti. V glavnem smo telesno gledano določeni z geni, z nekim individuom, veste, nekdo
nekdo je tako visok, nekdo je malo nižji, nekomu uha malo bolj štrlijo, drugemu malo manj, ne? Eni imajo takšne lase, eni drugačne, eni jih polovica sploh nimajo, recimo, vsega je, ne? Narejeni smo res, tam od zadnje je ena gospa rekla, ne, da smo enkratni in neponovljivi. Takšnega, kot smo mi, do zdaj še nikoli ni bilo in ga nikoli tudi ne bo. A ni to čudovit občutek? Od vseh milijard ljudi, ki jih je živelo pred mano, tako face fanta še ni bilo, pa ne bo. A ni to čudovito? Jaz mislim, da bi to našim mladim kdo moral povedati, ne? Ja, mlade punce to potrebuje, da jim nekdo pove, da so čudovite, da so posebne, da so neponovljive. Nažalost pa imajo oprane možgane z internetom, z temi revijami in z retuširanimi puncami v teh revijah. Ne? In pogledajo sebe, vrteti, kakšen mozolček imajo. One so pa tam idealne, seveda, ker so računalniško obdelane. Grozljivka, ne? Se primerjaš s tem, ne? Treba jim povedati, da je fajn, da so takšne kot so, da se ne rabi nič spremeniti, ne? In je bolj veliko lažje živeti. Skratka, gre za biološke, kemične, fizične procese, preko telesne razsežnosti tudi zaznavamo celotno svet. A veste, v čem je težava telesne razsežnosti? Da je dejansko čez vso zgodovino 2000 let telo dojemano kako? Nekaj slavega. Točno tako, kot nekaj slavega. To je pa res negativni vidik, ki ga je prineslo krščanstvo. To si pa treba natočiti čistega vina. Ja, je res? To izvira že tam od Platona naprej. Platon je dejal, da je človek, torej kot ptič ujet v kletki, ta kletka pa je telo. In tam so svetega Pavla malo napačno interpretirali, redukcionistično bi lahko dejali, ali pa, če se v bibličnem jeziku izrazimo fundamentalno, fundamentalistično, in potem je telo kot nekaj negativnega. In mi imamo 2000 let že v smislu razumevamo spolnost kot nekaj negativnega, nekaj, kar ni najbolj, ne? Ja? A veste, da šele z drugim Vatikanskim koncilom so dejali gospodje v Vatikanu, da pa spolnost mogoče ni samo za reprodukcijo. Da spolnost ni samo za reprodukcijo, ampak je tudi za, kaj piše v svetih knjigah? Kako? Niti ne vemo, ne? Ja, mislim, da piše nekako, da je v blagor zakonskemu življenju ali zakoncemu. Skratka, vsaj na neki formalni ravni je spolnost dobilo nek pozitiven plus predznak. Ampak se mi zdi, da ta neka atmosfera še vedno nekje je v zraku. Stvari se me da zdaj spreminjajo preko teologije telesa, Janeza Pavla II., kar je čudovita zadeva. Se tudi medicina se upravičuje. Med študijem niso nič nam govorili o tem, ampak zdaj mi je le kapen, da če učimo način življenja, kak naj bi bil za bolj zdravo, da bi bil človek bolj zdrav, da je tukaj spolnost tudi zraven paše, najmanj kar je nas sprošča. Ja, točno tako. Točno tako. Da bi jo lahko zraven postavili od zdravi hrani, gibanju, Tako. Spolnost, ne, to je res, se mi zdi, danes sem tako obremenjen pojem, ne vem, či še katera beseda bolj zlorabljena kot spolnost, ali če rečemo seks. Če rečemo spolnost, seks, vprašanje, kaj vse ljudem pride na misel, od pornografije do vsega. Se mi zdi, da smo to področje čist nekje poteptali, vrgli nekje v prah. Sigurno vprašanje, če bi delali anketo, a veste, koliko ljudi ob tem pomisli na nekaj lepega, na nekaj pozitivnega. Se mi zdi, da je veliko prej kot nekaj negativnega, nekaj slabega.
Nevarnost, recimo na telesni razsežnosti, kot smo prej govorili o izmu, je danes kaj? Danes v tem času bi tudi lahko govorili o nekem kultu telesa. Kult telesa. Kot da je to včasih neka nova revija. Veste, sigurno je vredno, da človek skrbi za svoje telo in da se giba in da gre tudi kdaj teč, ampak danes je nevarna velikokrat druga skrajnost. Pretirano ukvarjanje s svojim telesom. A veste, mladost telo kot eni maliki. Tam zgoraj, ne? In vse za to naredi. Se je tudi diagnoza, ne? V tem smislu, dost nova diagnoza, ortoreksija. Se pravi, da se ukvarja človek samo s telesom, kako ste rekel, ne? Prav kot diagnoza. Ortoreksija. Vsak dan treba iti teč. Pa pazi točno, kaj ješ nekaj. Drugače pa je vest nevzdržna. Dan ni izpolnjen. Logoterapevtsko gledano ni osmišljen, če ne grem teč. Se slabo počutim, ne? So kakvi ljudje v depresiji. Telesno dimenzijo seveda lahko merimo, spada pod empirično znanost, veste, višina, teža, vse to se da zmeriti in na telesni razsežnosti smo dejansko do neke mere prisiljeni, določeni. Na to, kaj veliko ne moremo vplivati. Lahko sicer poskušamo malo goljufati z kakšnimi lepotnimi korekcijami, ampak načeloma je pa to, ne? Potem, če se preselimo na duševno razsežnost. Kaj je pa duševna razsežnost? Duševna razsežnost, to so pa naš razum, spomin, čustva, neki instinkti, dojemanje, percepcija, značaj, karakter. Mogoče ve kdo, kaj je razlika? Kakšna je razlika med značajem in karakterjem? Ve kdo? Jo, ena je slovenska beseda, druga je potujka. Ne, ni čisto tako. Jo, to pa ne rekli. Značaj je slovenska beseda, karakter pa ni. Sam delam veliko na področju vzgoje in recimo bolj rešujemo primere, ko otroci zjutraj nočejo iti v šolo ali nočejo iti v vrtec ali se nočejo obleči, čeprav so se na večer prej vse lepo dogovorili in vse zbrali in tako naprej. In vprašam starše, ko pridejo, zakaj pa noče, kaj vi mislite, v čem je problem, in rečejo starši, veste, naš je tako močen karakter. Močne, danes imamo otroke z močnimi karakterjem. Močen karakter, ne, še kaki indigo otrok, bisern, kaj takšnega, ne, kar je seveda zmišljetina v glavnem. Zakaj gre? Močen karakter, jaz staršem kar povem direkt, močnih karakterjev ni, to so samo nevzgojeni. Močnega karakterja. Mi poznamo 4 karakterje in to so kolerik, sangvinik, flegmatik, melanholik. To je to. In na to mi nimamo kaj veliko vpliva. To nam je dano. Noben ni 100% kolerik, nekaj tako bilo zaznoret, ne? Malo se stvari tako prekrivajo. To je na karakter, starši ne morejo veliko recimo vplivati pri otroku. Na kaj pa lahko vplivajo? Na značaj. Zato se je včasih dejalo za kakšnega otroka, ta ima pa lep značaj. Ta je pa lepo vzgojen. In v tem je razlika. Na značaju se da delati, na karakterju pa ne. Ker tudi tisti otrok, ki je malo bolj koleričen, se mora naučiti krotiti samega sebe. Da ima samega sebe v oblasti. Da zna krotiti svoje čustva in svoje izbruhe jeze. Veste, to ne more biti. Jaz ne morem zdaj udariti nekoga in reči, veš, kaj sem kolerik. In bolj bo rekla moja žena, seveda, se te čisto razumem. A bo to šlo? Niti pod razum. Niti pod razum. Podobno kot pri telesni razsežnosti, duševno razsežnost določajo geni, pa pač enkratnost neponovljivost osebe, ob tem pa tudi okolje. S tem je mišljena vzgoja,
kultura, kje smo rojeni, razlike, če si rojeni tam v Južni Afriki, ali v Sloveniji, ali v Švici, ali na Norveškem, pač kjerkoli že, ali pa v Italiji, veste, smo precej drugačni. V Italiji se non-stop objemajo pa poljubljajo, tu nismo čist drugače, Vem, ker sem bil 7 mesecev v Italiji in tam, veste, ko se srečaš, tam se vedno poljubijo, Sem delal v eni bolnišnici, in pridem zjutraj na oddelek, veste, prvič srečaš ljudi, se predstaviš, daš roko in se poljubiš, Zdaj to z medicinskimi sestrami je to nekako še nikolo višjih težav, Težje pa je pol z onimi, Đorđo ti pa so tudi medicinski bratje, ampak 2-3 dni se človek tudi na to navadi, ker vidiš, da je to pač za njih normalno pozdrav, Pol pa se spomnim, ko sem se vrnil po 7 mesecih, veste, pol pa srečaš ljudi, ki jih nisi kakšno leto srečal, in potem kar štartaš, Pol pa se hitro vstaviš, pa samo lepo roko nastaviš, zdrav, kako je, Skratka, kultura, kjer smo, zelo vpliva na to. Prav tako kot telesna raven je tudi duševna razsežnost čist pada po empirično znanost. Mi imamo ogromno psiholoških, psihometričnih testov, da se izmeri pravzaprav vse, od spomina do inteligenčnega kvocienta, čustvene inteligence, skratka čist vse. Tukaj je v spredju, če je pri telesni razsežnosti neka prisila, je pa na duševne razsežnosti v spredju bolj neka motivacija, neke določene potrebe. Zdaj se poselimo na duhovno razsežnost. Če vam jaz, če ne bi videli te sheme in bi vas vprašal, kaj razumete pod duhovno, bi videli ali kaj. Kaj vam najprej pade na pamet, če slišite besedo duhovnost? Duša. Duh, duša, Cerkev tudi, Še kaj? Sai Baba, Šri Chinmoy, pa vsi ti indijski mojstri, ki prihajajo k nam v Slovenijo, da nas naučijo, kako treba živeti, kako biti srečen, kako samega sebe najti, kako se uresničiti, kako se aktualizirati in vse to. Skratka, sem bi tudi dali celotno New Age, meditacije, joge, vse to. V logoterapiji pa duhovnost dojemamo drugače. Skratka, ne religiozno a priori, ampak strogo znanstveno antropološko. Torej, duhovnost čist kot znanstveno antropološki pristop in šele znotraj tega je potem tudi prostor za religioznost, za duhovnost. Nam bo bolj jasno v nadaljevanju. Zakaj gre pri duhovni razsežnosti? Pod duhovno razsežnost spadajo svoboda, odgovornost, intuicija, kreativnost, volja do smisla, to smo že zadnjič malo omenjali, samotranscendenca, dinamika, ta dva pojma bom še danes kasneje razložil. Skratka, gre za nekaj drugega, kot vidimo, da je pri duševni razsežnosti. Če pri telesni duševni razsežnosti lahko govorimo o nekem kvantitativnem merjenju, na duhovni razsežnosti, na duhovnem področju, pa stvari lahko dojemamo samo kvalitativno. Kaj bi to pomenilo? Kakovostno. Kakovostno, ja? Recimo, če vas vprašam, dokot smo mi svobodni, kako velika je naša svoboda? A lahko mi to izmerimo? Civilizacijske norme. Kako? Civilizacijske norme obstojajo. Civilizacijske norme? Kaj mislite s tem? Do kam se lahko obnašali, kako so kulturni. Ja, to so neke norme, ampak mi jih lahko prekoračimo. Drži? Torej, kje je meja svobode? Ja, mislim, da lahko samo vsak zase oceni. Ne moram jaz za vas, to ne zame.
Torej, lahko svobodo izmerimo ali ne? Izmerimo ne, ampak jaz jo lahko čutim, koliko jo imam. Ok, to ni bolj empirično, ne? Ljubezen bi spadala kam? V glavnem danes ljubezen dajo pod duševno razsežnost. Mnogi rečejo, da je ljubezen kaj? Čustvo. Bolj mimo strelic skoraj ne bi mogli, ne? Ker če bi ljubezen bila čustvo, bolj bi se po enem letu vsi že pločili, ne? Ker se čustvo zelo hitro spreminja. Ja? Ljubezen je čustvo. Pa vemo, da daleč od tega. Skratka, gre za kvalitativne reči v narekovanju. Če je na telesni in duševni razsežnosti, tukaj je v ospredju prisila, torej neka omejena svoboda zelo, je na duševni razsežnosti te svobode že malo več, na duhovni ravni so pa v ospredju osebne duhovne odločitve. Osebne duhovne odločitve. In še ena razlika je med duhovno in duševno in telesno razsežnostjo, da na telesni ravni mi lahko zbolimo in tudi na duševni ravni lahko zbolimo, na duhovni ravni pa ne moremo zboleti. Torej, ni, da bi dejali, da smo bolni na duhu. Duhovno ne moremo zboleti. Lahko je samo, če tako rečemo, pride do neke blokade delovanja. Torej, da je blokirano duhovno delovanje. Tudi pri človeku, ki je recimo duševno prizadet, ne moremo reči, da je on duhovno bolen, ampak lahko rečemo, da je duhovno blokiran na nek način, da je njegova duhovna razsežnost, da je blokirano delovanje duhovne razsežnosti. Na duhu pa ne moremo zboleti. V nadaljevanju se bomo sedaj v glavnem obravnavali svobodo in odgovornost in potem bodo stvari veliko bolj jasne. Skratka, kje se konča svoboda? Splošna definicija je, da se svoboda konča pri svobodi druge. To pomeni, da jaz počnem lahko, kar počnem in je to na nek način v redu, da to počnem, dokler z mojim delovanjem ne začnem posegati v svobodo druge. Skratka, ko moja svoboda začne omejevati svobodo delovanja drugega. To bi naj bila neka splošna norma. Obstaja pa tudi tako imenovana svoboda za in svoboda proti. Svoboda za pomeni, da se jaz svobodno odločim za neko stvar. Torej, da me nič ne vleče, da me nič ne prisiljuje. Recimo, da bi te žena prisilila v zakon, ne se boš nujno učiti, moraš tam podpisati, da svobodno in odgovorno in potemenitim premislekom vse to, ne. Ker če te prisilijo, pol to ni menda veljavno, ne. Ja? Skratka, da se svobodno odločim za. Potem tudi ta vidik je pomemben, da svobodno rečem ne, da se negativno odločim za neko stvar. Recimo en primer, nekdo, ki je narkoman, bi mi lahko dejali, da je on zelo svoboden, ker počne v življenju, kar hoče. Ampak, a je res? A on lahko preprosto reče ne. Tudi recimo nekdo, ki je alkoholik, ki je bil alkoholik in je zdravljen, kaj pomeni za njega? Kakšna je toleranca? 0,0. A veste, ker ni več na neutralni točki. Vse dejansko, mi vsi ljudje, mi nikoli nismo čist neutralni. Nas skozi vleče. Ni res to, življenjsko gledano izkustveno. Mi se skozi moramo poravnavati. Nas skozi narava vleče v nek konformizem, v iskanje krajših poti, kako tisto tako priti skozi in tako. Skratka, več čas smo mi v nekem, bi lahko rekli, tudi boju se samim sabo. Mi se več čas moramo poravnavati. Ta naš življenjski kompas več čas malo bezlja. In potem uporabljamo vse možne pripomočke, da bi šli čim bolj po neki pravi poti. V čem je danes težava za to svobodo?
Če mlade vprašate, kaj pomeni biti svoboden, bodo oni dejali, da počnem karkoli hočem. Dajte mi mir. Tudi, ko so bile v 60 in 70 letih demonstracije in pis in to, vprašanje, koliko je rešlo za ta mir, koliko pa je ta mir pomenil, dajte nam mir. Da mi počnemo in delamo karkoli hočemo. Torej, danes razumevamo svobodo kot neka upravičenost do brezmejnosti. Ampak to je pa dejansko svobodnjaštvo ali samovolja. Da delam, da počnem, kar hočem, kar se mi izljubi. In če sem jaz svoboden, me nima kdo kaj ovira pri moji svobodi. To seveda vemo, da še zdaleč ni svoboda v tistem pravem pomenu besede. In zanimivo je to, da sodoben človek želi uveljaviti to zahtevo po absolutni svobodi, obenem pa je človek nek ujetnik notranje nemoči. A ni to res, da je današnji človek notranje zelo krhek? Današnji človek zelo malo prenese. Včasih so, gledajte, med mladimi, ko dobro poznam to področje, je ogromno depresivnih mladih. Tako da je že moderno. Veste, vsi so neki depri. Že malo prav slang, je depri. Veste, 14-letnica, je depresivna. Ja? Ali pa ima mamica, ima enega otroka in je psihično čist na tleh in starošena in tako. Ima enega otroka. Kako včasih so gospe imele 6-7 otrok mame, pa še enega zapitega deca doma na kmetiji, pa ni bila v depri. Ja, kako to razložili? Pa je bila odgovorna zvrka, niso res imeli za jesti to. Pa niso bili ti ljudje depresivni in psihične razvaline. Hoče celo ravno obratno. Kolikokrat slišiš za kakšno babico in tako, ko rečejo, koliko je pretrpela, koliko hudega, ampak vedno vedrega obraza, nasmejana, čuto neko toplino, ljubezen, milino. Skratka, današnji človek res po eni strani na zunaj želimo absolutno svobodo, ampak mi povejte, je možno biti absolutno svobodni? Vse to ne obstaja. Obstaja samo relativno svoboda. Ja, smo ljudje, ne moremo leteti po zraku, recimo. Smo samo relativno svobodni. Tudi naša svoboda je omejena. Tudi, ko se mi odločimo za neko stvar, ali smo takrat nesvobodni? Se človek odloči, da se poroči, a to pomeni, da ni več svobodno, da ne sme početi kakor hočega? Tudi vidiš. Kako? Ne, da bi lahko zdaj počel karkoli, ampak znotraj tistega zakona, pa si sam dovoliš, oziroma sporazumno. Za meni to ni nesvoboda. Mi si sami določimo nek okvir nesvobode, ki pa ne pomeni, da nismo svobodni, ampak smo svobodni znotraj tega okvirja nesvobode. Če jaz, veste, gremo v službo, zdaj treba ob sebi biti tam in biti do 5 zvečer tam. Zdaj ne moramo reči, da nisem svobodni. Smo svobodni izbrali. Zato smo se zmenili. Točno tako. Skratka, nikoli nismo absolutno svobodni. Vedno nam je ta svoboda na nek način kratena. Je čist življenjsko, je čist človeško. Kaj je pa zdaj ta notranji človekov svet? To so pa njegove kreposti, vrednote, svoboda, neka življenjska žlahtnost, notranja dinamičnost, kreativnost, čud za lepo, da znamo opaziti nekaj lepega. Sam recimo opažam med mladimi, da ni več v njih tistega hrepenenja. Da bi imeli hrepenenje, da bi si nekaj želeli, veste, ne? Ker že dejansko danes dobijo vse, preden bi se jim sploh lahko porodilo želje. Danes recimo otroci sploh več ne vedo, kaj pomeni biti lačen. Čeprav so nekje zasledljivo raziskave, so pokazali, da za zdrav razvoj možganov in inteligence bi menda človek moral biti na dan 2-krat do 3-krat lačen. Za razvoj možganov. 2 do 3-krat bi moral čutiti lakoto.
Mi smo pa danes, oziroma starši so tako vidim, strašansko obremenjeni za to hrano. Pa še malo, no, pa še malo za babico in detka in za pol vasi se nahrani, ne. Ja, ker je velika nevarnost, da bo umrl od glavi, ne. Strašansko, ne. A veste, koliko pozornosti se daje enim področjem, ki se jim sploh ne bi smelo dajati tolikšne pozornosti. Če nismo svobodni, nam je dejansko odvzeto tudi dostojanstvo. Tisti, ki je bral od Frankla knjigo Kljub vsemu reči življenju da, se boste spomnili, da je te taboričnike najbolj bolelo to, da jim je bilo odvzeto dostojanstvo. Da so imeli samo številko. Na koncu še si samo cifra. Skratka, s tem, če nam kdo odvzame svobodo, nam odvzame dostojanstvo. Skratka, dostojanstvo je določeno z svobodo. In zdaj, če se vi spomnite, na začetku smo tako malo obrob kritično se postavili, recimo, psihoanalizi. A čutite, zakaj gre? Če ste vi določeni z preteklostjo, z vašim očetom, z vašo mamo, je vse določeno. V bistvu vse, kar vi mislite, da se svobodno, ne psihoanalitično gledano, vi mislite, da se svobodno odločite, pa se dejansko ne odločite. Ampak so v ozadju neki goni, ki vas vodijo in vi sploh ne veste, da vas vodijo. Zato, če vi prijete k psihoanalitičar in rečete, a veste, da je z vami vse v redu, čisto slučajno, da se kje pogovarjate, ali pa ne, da žena reče možu, pa pojdi na pogovor, kakokoli že, in vi rečete, da je vse v redu, veste, kaj bom dejal? To je pa najhujši primerek. Ker on sploh ne vidi, da ima problem. In bolj bomo mi hitro našli ta problem, ker problem sigurno je. A je kdo izmed nas tukaj, ki je imel idealnega očeta? A je kdo? Idealno mamo? Je vse, to sploh ne obstaja. A obstaja idealna mama, idealno oče? Obstajata Jožef in Marija. Obstajata Jožef in Marija, pa to nista moj oče in moja mama. To niso naši starši. Ker naši starši vemo, kakšni so, eni so takšni, drugi so drugačni. Ene mame so tudi narkomanke, so prostitutke, eni očetje so alkoholiki, vsega je. Ampak to še ne pomeni, da je pa ta sin življenjsko zavožen. To še ne pomeni, da iz tega sina ne more nastati nekaj čudovitega, herojskega, ne vem, kakorkoli že. V bistvu, če pogledamo največje osebnosti v zgodovini človeštva, skoraj da praviloma izvirajo iz neurejenih družin in iz težkih situacij. A veste, torej nismo mi tako zgodovinsko pogojeni. Ampak zakaj gre? Ja, velikokrat je v življenju fajn krivda in odgovornost preložiti. Ja, mi starši niso dali tega, mi niso nudili onega. Vse ne more biti drugače. Ja? Jaz pa revež, žrtev, okoliščin. To je v Sloveniji je to ja? Non-stop. Pa so levi krivi, pa črni, pa Janša, pa Pahor, pa oni, pa vedno je nekdo kriv. Vedno je nekdo na tej zatožni klopi. Vedno imamo nekega grešnega kozla. Čeprav Judje so tega grešnega kozla vsej v puščavo pognali, mi pa ga kar imamo še med sabo. Ne razrešimo tega. Za vse vredne stvari v življenju se je potrebno potruditi, bi se strinjali s to mislijo. Šele ko vložimo veliko truda, veliko časa, šele takrat smo mi notranje zadovoljni. Čeprav, katere poti pa iščemo načeloma v življenju. Sam pravim, če pride nekdo po nasvet in ga samo vprašaš, katera pot je lažja oziroma težja, leva ali desna, in če reče, da je desna težja, sem prepričan, če mu samo na pamet svetujemo v 98%, da ne bomo zgrešili. Težje poti v življenju so pa navadi vedno ta prava. Bi lahko dali skoraj kot pravilo. Spinoza pravi, vse, kar je v človeku
veličastne, da je težko in zato to tako zelo redko srečam. Saj, kaj je recept za uspeh v življenju? Kaj bi dejali? Za kakršnokoli? Ali je to za odnos, ali za kariero? Sreča. Kako? Sreča. Mislite? Vztrajnost, delovnost, disciplina. To se je Kaj je rekla? O vrhunskih športnikih in Tini Maze se sigurno lahko veliko pogovarjali iz tega življenjskega vidika, ampak ja, sej športniki so, tudi sam sem bil recimo vrhunski športnik in šport je zelo dober pokazatelj tega. Treba veliko delati, veliko garati in marsičemu se je treba podpovedati. Skratka, za življenjski uspeh na katerem koli področju, ali to, da narediš fakulteto, karkoli, vztrajnost, delo, disciplina. Gotovo. 3 pike. Ni se treba nič najti, pa notrenjega mira tudi ni treba najti, pa nič, kar je še tega, treba pa delati. Stvari se ne bodo same od sebe naredili. En študent, ki mora narediti izpit, mu ne bo pomagala nobena transcendentalna meditacija in noben obisk saj babe, ampak se bo moral vsesti in ja, to je to, brat knjigo študiram, ne? Moment sreče. Kako? Moment sreče v življenju tudi pomeni. Mislite? Moment sreče. Mislim, tega momenta v življenju pri mojih starosti bi šlo rekel, da grem nazaj, se včasih. Tega pokra ni tako veliko, ne? Ampak vam povem, da jaz mislim, da je tudi to potrebno zraven dela. Sigurno je, sigurno je. Mislim, ne vem, to je pa tisto, kar ne vemo, ne? Naključja, kakorkoli. Sigurno je tudi sreča, ne? Čeprav, veste, kako je tisti pregovor, da je sreča na strani pogumnih, ne? Veste, to je to, ne? Ali pa se pogovarjam za študentko, pa pravi, veste, nekako nimam motivacije za učiti se. In čaka ona kaj? Motivacija. Da bo motivacija prišla. Ja, ne bo prišla, ne? Oziroma pride takrat, ko se že en čas učiš. V parih dnevih študija, pol pa pride celo motivacija. Ali pa da je dvajkrat vrze en spit, pa zase malo roč. Prodajo, ja? Po parih dnevih, ko padeš not, pol pride motivacija. Zato treba včasih v življenju kar zagrabiti stvari brez motivacije, ne? Zanimivo, ne? Veste, na področju permisivnost nas že 4-5 desetletja, ne, svetovno gledano, pri nas kakšen 20 let, permisivna logika uči, otroka ne smete v nič siliti, ne? V nič ga ne smete siliti. In motivirati motivacijo, kako razlaga permisivna logika, motivacija, kaj pomeni? Navdušiti, ne? Napak. Motivacija izvira iz grške besede motivare, movere, ki pomeni potisniti, spraviti v gibanje. A čutite, kakšna razlika? Mi pa že 20 let otrok ne upamo v nič sili, da jim ne bi povzročili nekaj travm. Ja, da bodo zafrustrirani, zagrenjeni in zavoženi, ne? Tako kot smo mi vsi, ne? Ja. Nas so skozi nekaj silili, ne? Vsi spojni smo imeli take krute starše, da nismo smeli iti na dvorišče, dokler nismo naredili domače naloge, ne? Edino prav. Ja. Kruti starši, ne? Edino prav. Ja, ste edino prav, seveda, ne? Vse na koncu po zdravi pameti vidimo, veste, kaj v življenju vzdrži in kaj v življenju ne vzdrži, ne? Še kako se treba siliti. Samega sebe mora človek vsak dan siliti, pa tudi drugega, drži? Ja, vsak dan se srečujemo s tem, ne? A ni to svoboda? Seveda. Sebe prisiliti? Ravno to. Ravno to. Ravno to. Zato je ta, ne? Zdaj ta sreča in okoliščine je zelo relativno, ne? Zelo relativno. Veste, vse vidimo v Sloveniji, sicer kriza, ampak imamo kup ljudi,
ki pa so naredili marsikaj. In so ustanovili podjetje in so naredili ono, a veste, ne? In tudi med mladimi se mi zdi tak občutek neke inercije, mirovanja. Narediti šolo, bolj bo služba kar čakala. Jaz zdaj pa naredim šolo, pa diplomiram, pa zdaj me nihče ne pokliče, ni službe in pol se pa vsi pritožujemo, kako je hudo, kako je težko, da ni službe in tako. Ja, včasih treba, veste, ne, se aktivirati, da? Od sebe ne 100%, ampak 200%. Jaz se ob tem, a veste, ko jamramo, vedno spomnim takšnih ljudi, kot je bil, recimo, ne vem, Dostojevski, ki mi je zelo pri srcu, ali pa Frankl. Ja. Ko pomislimo na te osebe, mi povejte, kaj v življenju mi lahko rečemo, da ne moremo. Človek se je vrnil iz taborišča, tehtal niti ni 40 kg, bili so mu ženo, očeta, mamo, sorodnike. Torej, in kaj je postal? Kje je zdaj meja? Takih močnih ljudi je malo. V povprečju je teh velikih ljudi malo. Zato pridemo do tega, da so problemi sociološki. To so nam vzori, to so nam ljudje, ki bomo se zgledovali po njih. Ja, ampak zdaj se bomo zgledovali ali pa ne. Jaz pa mislim, da je to v vsakem človeku. Nam je vsem namenjeno, to sem res trdno prepričan, da smo veliki vsak na svoj način. To ne pomeni, da mora svet vedeti za nas, da bili filmski igralci. Veste, lahko sem jaz doma, tudi če ne hodim v službo, ne vem, karkoli, veste, vsak na svoj način. Ravno to je ta duh v človeku. Toliko ljudi je šibkih, ne vem odkot, mislim jaz, ne morem reči. Nekdo, ki se razpije s temi ljudmi, pa morda več jaz. Je skrivnost v končni fazi tudi zakaj eni tako, drugi pa drugače. Skrivnost. Ja, točno. Ja? Ali je vsak na svoj način? Točno to. Ja. Zato pravim vsaki velik na svoj način. Ja. Meni se zdi tako veliko odkritje po enih 15 letih dela v ordinaciji, ko sem rekla, če sem jaz zdravnica, potem bom pa iskala zdravje. Se pravi, onga, ko ima rano na 12, ko bom vprašala, kaj pa je na tebi zdravega. Ti imaš bolan sam 12, imaš pa zdravo glavo. Če si nekoč kot 15 pisal pesnice, zdaj le tudi dejte, da ste v bolniški, recimo. Ali pa mogoče pa radi hodite, pa dejte hoditi, krepiti tisto dobro v njem, probati mu poiskati. In res, ena gospa, 50 let stara, z rano na želodcu, je začela pisati pesnice in je izdala pesniško zbirko. Mislim, meni se je zdelo odkritje in ona je to zdravila. Evo vidite, točno to je logoterapevtski pristop. Mi se v življenju vedno orientiramo na negativne stvari, ali pri nas, ali pri našem zdravju, ali kjerkoli že, pozabljamo pa na življenjske pluse. To je, Frankl je dejal, da gledamo strnišče na njivi, požeto, pozabljamo pa na spravljene kahče pšenice. In to je, kje se je ta zgodba začela? Kje se je ta zgodba začela? Štrjadom v Evi. Točno tako. Bog jih naredi in reče, gledajte, vse je vajno. Vse drevesa, vse vam je podvrženo, vse je vajno. Tam eno drevo je tisto, pa pustite brvino. Tisto pa bridek, grenek, sad tisto ni vredo za vajo. Vse je vajno. In Adam in Eva in kaj? Ja, to drevo ni dalo mira. Vse je lahko, ma tisto pa ti ne da mira. Te muči, matra, žuli, a ni to človeško. In koliko krat v življenju, veste, imamo vse, ena stvar ne moreš spati. In so ljudje, si sosed kupi novi avto in sosed ne more, a ni banalno to. Res. Kako? Kako? Pa mora pa sosed, da se nima Seveda. Pa je res, ko
ko mi je povedala ena, da si kredit, da bi vzel kupo, ne vem kako je, sploh ne rabi, nekaj 5 minut do službe, veste. Super, da bi šel. Njegova pravica. Njegova povsem pravica. Ampak tako življenjsko gledam. To je cela življenje. Plus, minus, pa veliko megle med tem. Prav pa ni, da nas tako zadužujejo. Naši čufer pa ostali. Mislim, da gremo z dolge v dolgove, ne? To je malo heca zdaj. Pustimo politično sceno, ki je bolj... Malo zdaj za heca. Skratka, gre za to, kako se v življenju na življenje naravnamo. Ali znamo videti tudi pluse, tudi pozitivne vidike, ali nas v glavnem vznemirjajo bolj minus in negativne vidike. In dejansko izgleda kot v naši naravi, da smo bolj fokusirani na minus. In pozabimo oziroma postanemo slepi za tiste minuse. Za pluse, ja. Svoboda je po eni strani darilo, po drugi strani je pa veliko breme. Po eni strani je svoboda darilo zato, ker se zavedam, da samo lastno kreiram svoje življenje, da sem jaz odgovoren za svoje življenje, kaj bom iz sebe naredil, kaj bom v življenju počel, kako se bom na določene stvari naravnal. Po drugi strani je pa breme zakaj? Ker se moramo nenehno odločati za določene izbire, in s tem, ko se mi odločamo za določene izbire, za te izbire moramo prevzeti tudi odgovornost. Zato je nam lažje biti žrtev. Zato je meni lažje 30 let hoditi v službo in vsak dan preklinjati šefa in sodelavcem in vse, ne pa da bi v teh 30 letih kaj spremenili, kaj naredili. In še na mnogih ostalih področjih. Lažje je biti v Boga žrtev, ki sedi v fotelju in se smili samemu sebi in tudi pričakuje, da se posmili vsem ostalim. A je fajn živeti s takšnimi ljudmi? Grozljiv. A ni grozljiv, kako mama svojim otrokom govori, kaj vse je ona za njih naredila in kaj vse jim je dala in kaj je zamotila, zdaj ji pa takole vračajo. Nabijanje krivde svojim otrokom. Kaj pomeni pa odgovornost? Lahko bi dejali, da pomeni sprejeti posledice odločitev naših ravnanj, dejanj, skratka pač to, kar smo naredili, za kar smo se odločili, je potrebno za to prevzeti odgovornost. Ampak odgovornost ni samo to, da sprejemamo posledice za svoje dejanja, ampak ima odgovornost še eno drugo dimenzijo, ki je mogoče še bolj pomembna kot ta. In sicer odgovornost za stvari, ki bi jih morali narediti, pa jih ne naredili. To je tisti rek, da je zlo na svetu ne zato, ker slabi ljudje delajo slabo ali zlo, ampak zato, ker dobri ljudje ne delajo dobre. Torej, opuščanje dejanja. A sem jaz odgovoren, če grem dol proti avtomobilu in tam vidim v jarku enega gospoda ležati, a sem jaz odgovoren za njega, da grem tja, da lahko se obrnem stran, lahko pa nekaj naredim. In mi dejansko smo odgovorni. Ne samo za sebe in za posledice svojih dejanj, ampak smo odgovorni tudi za drugega, za sočloveka. Francoski mislec Emmanuel Levinas je celotno filozofijo zgradil na tem, da je človek odgovoren za drugega. On je celo dejal, da je človek talec drugega, da te obličje drugega ves čas kliče na odgovor. Zato je tudi Dostojevski tam pravi, vsi smo krivi za vse, pa smo najbolj. Ravno za to dimenzijo gre odgovornost za drugi. To je ta pravi, bi lahko dejali, socialni vidik. Čut za drugi. A veste, ne samo, da naredim nekaj dobrega, ampak naredim zato, ker se čutim odgovornega za tega. In mi smo dejansko nosimo to odgovornost za sočloveka. To je tisto področje odnosnosti, odnosa.
pa imate vi izkušnje v Sloveniji, to velja? Jaz imam veliko takšnih, ko reče, da ste primirno, vmešavajo se v njihovo življenje. To je zelo prisotno. Ja. Splošna klima je takšna, kot pravite. Ja, ok. Splošna klima je takšna, kot je. Ampak jaz se pa odločam za sebe. Ja, se odločil. Veste, to je to. Potem še pa eno odgovornost prevzameš, kako res sem žal kakšna oseba, ko to delam, in potem vedno še eno, dobiš še dodatno breme okolice. Kaj si se pa v to vmešaval? Razlimi nameni boš nekaj naredil. Klasični primer, ko imam in ne moti, ko je sestra nekaj prinese koloba dnevno sobo in opozorim, da ne more 3 dni biti eno kolobo in v dnevni sobi. Ja, kaj se pa ti mešaš? Ti to ona sama, sama je pa recimo banalnih primer. Od takih do večjih. Do nasilja v družinah, ko recimo nekega otroka pretepa in vidi, da je lahko smrli, da bo da misli nihče, tega reč, to ste odgovorni, smo starši. In lahko bi razdim, kar hoče. Saj, a veste, živeti odgovorno. Zdaj bomo počasi prišli k etiki, k vrednotam in vse to. To niti približno ne pomeni lažje poti v življenju. Če smo mi odgovorni, pomeni, da velikokrat moramo pluti proti vetru. V današnjem času še posebej. Če se mi danes pogovarjamo, gledajte recimo o vrednotah, je zelo težko definirati tako v splošnem smislu, kaj je vrednota, kdo vrednoto določa. Pa če rečemo, pa če se mi pogovarjamo danes o vrednoti resnice, resnica, kako visoko kotira ta vrednota? Resnica. Poglejte, kako smo zanimivi ljudje. Mi imamo celo, poznamo dobro namerne laži. Bele laži, sive laži. No, povejte, kaj je to? Življenje res ni črno-belo in ima milijon odtenkov. Ampak resnica, laž je pa laž, tu pa ni siva. Drži? A lahko mi rečemo za nekoga, ki se včasih po resnici pove, včasih raje je tiho, včasih se pa malo zlaže, pač odvisno od situacije. A lahko rečemo za to osebo, da je to pa resnicoljubni človek. Ta pa je osebnost. A lahko rečemo? Ne. On je samo konformist, ki govori resnico takrat, ko mu pride prav. In včasih se pač treba tudi izpostaviti. Vem za primer, a veste, ko prijateljica, najboljša prijateljica za prijateljico ve, da jo njen mož vara. Povedati ali ne? Enkrat nikoli več. Kaj je enkrat nikoli več? Ja, ampak če mi delamo anketo, bomo 50-50. Pol bo reklo ja, drugi pa ne. Ja? A ni to zanimivo? Pa mi povejte, da ste vi tisti, ki ste prevarani, a želite to izvedeti ali ne? Ali pa da čez 3 leta izveste, da vas je mož varal in potem obenem izveste, da je tudi ta prijateljica to vedela. Pa ne gre za to, da bi mož s prijateljico. Ja, kaj bi želeli? Ja, resnico. Vsak hoče in želi resnico, pa če tudi boli. In to res drži, da resnica osvobaja. Mi pa imamo ne vem kakšne vse obrambne mehanizme, ker se velikokrat bojimo izpostaviti. Stvari povedati tako, kot je. Vaš otrok je prizadet. In tudi, če bo še leto dni v vrtcu, ne bo razvojno pridobil. Velika težava. Dajmo eno leto potrpeti, se pa ga bo pa druga imela. In potem si mi to predlagamo. Odgovornost. Ker je lažje. Ampak treba se v življenju vprašati, kaj je prav. Ne samo, kaj je lažje. In tu se mi zdi, naš kompas se malo čudno vrti, ga čudne sile včasih privlači. Tukaj sem zapisal, da odgovornosti vedno bolj postajajo del tega, kar postaja. Kaj bi to pomenilo? Skratka, gre za to, da moja dejanja določajo mene samega.
Torej, če jaz si zadam, da bom v življenju zvest resnici in bom vedno govoril po resnici, bo to mene do neke mere določalo. Zato mi rečemo za koga, ta je pa dober človek, ta je pa plemenit, ta pa živi po določenih načelih. V nasprotnem primeru pa pridemo do česa, kako slovensko rečemo za nekoga, ki počne barabije. Pa rečemo, tega nič vest ne peče, pa kdo reče, tamo pa kosmato vest. Kosmato vest, veste, po enem času. Kosmato, ne vem, kako bi lahko rekli, zakrknjenost mogoče. Ja? Torej, odgovornost je torej za to, kar se odločamo, vedno bolj mi sami to postajamo, kar počnemo. In ni vseeno, kar počnemo. In naša zgodovina, naše odločitve do neke mere določajo, kako se bomo mi določali v prihodnje. Skratka, ni vseeno, kaj mi počnemo danes. Kaj mislimo, kakšne misli imamo, kako smo na določene stvari naravnane. Vse to nekje, veste, se v nas nalaga. Vse to nas nekje določa. Ne? Zato dejali, da človek samega sebe dela. Človek samega sebe ustvarja. Pogovorno lahko rečemo, kaj boš naredil iz samega sebe. Točno to. In je zanimivo včasih, kakšnega ne vidiš 10-15 let, da po 15 letih vidiš. In vidiš, recimo, kaj je človek naredil iz sebe. Tudi tebe drugi vidijo, ne? Ja, kaj si iz sebe naredil. Skratka, kakšno vsebino si dal svojemu življenju. In to, kaj si iz sebe naredil, lahko gre tako v pozitivno smer, kot tudi v negativno smer. Pri vsebnih odločitvah je človek odgovoren, je svoboden in se on odloča, kaj bo naredil, kako bo počel, kako se bo naravnal in seveda za te odločitve, za ta dejanja ali pa nedejanja sprejema seveda odgovornost. Tako za dejanje, kot za nedejanje. Pomembnost odločitve v današnjem času je v ospredju zelo to, ne, se ljudje zelo neradi odločajo. Drži? Zelo neradi. A slišite, da je kakšnega mladega, da pa reče, jaz se pa točno hočem to in to biti in se za to odločim in tako. Zelo redki so, ampak zelo redki, da se odločamo. Zakaj gre? V čem je težava? To je, veste, neko, ko ženske greste v trgovino, ne, potem se tam 3 čudoviti puloverji, ne, iste model različne barve, 3-4, ne vem, katerega bi si kupil. V čem je težava? Ne v tem, da je en lepši od drugega, ampak gre za to, da se 2-3 treba odreči. A bo držalo? Odločitve. Če se odreji. Ločitev od. Ko se odločim, se ločim od nečesa. Odločiti se. To imamo mi težave danes. Mi se kar ne bi odločili. Bomo poskusili. Bomo videli, če bo šlo. Ali je to odnos, ljubezenski, partnerski, ali študija, mi kar nekaj probavamo danes. Bomo videli, kaj bo. Ja, če štartamo tako, bomo videli, kaj bo, bolj vprašanje, kaj bo, ne? Ker če že štartaš tam, veste, ne, bolj pridajo valovi, pa ta ladja malo dol in gor, bolj se hitro to razbija na enih čerek, ne? Tako da treba imeti vse v štartu tam en velik plus in zalet in zagon. Gre pa dejansko za pasivno ali aktivno držo v življenju. Ali jaz čutim, veste, da nosim odgovornost za svoje življenje, da se odločam in vem, zakaj sem se tako odločil in stojim za svojimi odločitvami, ali veste, ali sem pač neka ladja, ki jo nosijo in vozijo neki vetri, neki tokovi in prideš v neko pristanišče, ki sploh ne veš, kje si. Pol si pa v Boga žrtve, ne? Ne vem, če ste zasledili, da ko so bili informativni dnevi na fakultetah, mediji poročajo o tem, da je bil na 2 fakultetah, ki je posluša mama, informativni dan na mesto svojega študenta.
Ne, ni to študent, ampak mama je šla. Zdaj mama odločila, kaj je kadila. Študent je poznal držati. To sam veliko krat poudarjam na teh predavanjih v šolah in vrtcih. Najbolj kompliciran odnos na tem svetu, kar jih je, pa tudi če je na kakem Marsu življenje, je mama-sin. 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 Ta popkovina se ne pretrga. In mi imamo danes generacije maminih sinev. Ja, saj zadeva je kompleksna. Veste, začne se že pri tem, vojsko, recimo, če pogledamo, po mojem je bila vojska dobra iz enega samega razloga. Veste, ko so mame jokale, niso jokale zato, ker sineka ne bodo videle pol leta, ampak zato, ker so sineka izgubile. Nazaj je prišel dec. Popkovina se je prerezala dokončno. In vse civilizacije in vse kulture so imele to prehodno obdobje, obdobje iniciacije, iz deške dobe v odraslo dobo. Danes pa tega več ni. Danes pa se te popkovine pletejo vse tam naokoli. Vsak vikend treba iti k tahči na kosilo. To mora pa res biti na zlata tača. Vsak vikend. Moraš biti. Pa se kličemo, pa sporočamo, pa poročam, pa z vsem. Res mi povedo mlade punce, mamice, rečejo, nimam občutka, da imam pri hiši moškega. Moram vzgajati in otroke in njega. Vse jih treba štiti. Vse jih treba štiti. In imamo 30-40 letne, ki se obnašajo kot 18-letniki. Pa v ponedeljek na trening, pa vtorek s kolegi, pa veteranska liga nogometa, pa nedelja tekma in tako. In pol reče ona enega dneva, poslušaj, dragi moj, najine poti se tukaj razidejo na tem križišču, ker jaz bi rada še bila nekaj drugega v življenju, ne samo mama, oziroma nadomestna mama vsem, ne, bi rada bila tudi žena in partnerca in tako, ne. In to je to. In kam gre on? Na svoje stanovanje? K mami nazaj, ne? Mama pa reče, sem ti že kdaj rekla, da ta ni ta prava. Pa me nisi poslušaj. Tista soba pa itak čaka, gor tako relikvijari, ne? Niče se je mati po 15 let. Je bilo zanimivo. Kako? Seveda, se to ostane, ne? Neče mre. Ne znam, kao pure? Pure alternos, pure ternos, večni mladenič. Marie Frank in Miha Frank je avtor. Marie von Franz. To je prevedeno? Ja, v slovenščini je. Je prevedeno. Mislim, dobro. Zanimivo mi je bilo to, ko sem se nedolgo nazaj pogovarjal z eno gospo iz Finske, ne? Veste, tam po srednji šoli gredo, za sebe se osamosvojijo in je dodala, da tudi otroške sobe v kratkem starši preuredijo. Za druge namene. Ne, pri nas pa veste, ne, dragi si, vrnice, če bodo. Te knjige potem tudi v tem vprašanju oziroma odgovor, si postaviš vprašanje ženska. Kaj je žensko, ki si takega partnerja izbere? Kaj je? Kaj je tako žensko? To je tak večer. Ja, no. Ja, to je 90% žensk. Se je začaran kroke, ne, ker veliko krat one tudi želijo biti nadomestne mame, ne. In bolj me vpraša, gospa, veste, ko pride, ne, pravi pa, kaj narediti, kako dolgo bo to trajalo, ne. In pravim, ja, veliko krat, ne pač odvisno od situacije, ja, tako dolgo, dokler boste vi igrala nadomestno mamo. Razumete, ker ta fant je bil star 17 let in je hodil ven in je tam v srednjo šolo hodil in je imel treninge in vse to in v soboto ven. In tam je bila mama njegova, ki me je težila, ne? Pa zakaj tako pozno, pa zakaj se več ne učiš, pa nekega popravnega in to je bila njihova dinamika. Mama, ki teži. Potem si je našel punco, se poročil, imel otroke in zdaj je situacija povsem enaka.
Ima sicer 2 otroka in ženo, ampak žena mu vse spegla, vse skuha, tako kot mama, takrat se to, ob tem pa mu teži. To je to. Ja, kdaj se bo zgodba nehala? Je takrat, ko bo en izmed njiju vlogo, ki jo igra, nehal. Zelo preprosto. To je to, ko se življenjsko pa samo. Zanimivo, kaj je človek. In so ljudje 10 let skupaj imajo otroke in gredo na razni in rečejo, sem že na začetku vedel, da to ni to. Že na začetku. Cerkveno sodišče zdaj priznam neveljavnost zakona na podlagi tega. To so zdaj te dni neki brane. Aha, ličnost. Ja, ličnost zakona, če gre za tak, torej za... In ta cerkveno veliko ličnih zakon. Nisem slišal o tom. Da, nekje za se te dni brane. Delikatno zadeva, ne? Zdaj, kdo je kriv in vse to, da zanimamo danes časa, ne, ker veste, ne? Zadeva je pa kompleksna, ne, sigurno, če danes govorimo o tolikšnih krizah, ena izmed kriz je sigurno kriza moških. Manjkata pravi delcev. Moškega, veste, ki je steber družine, na katerega se ženska lahko zanese, ki ve, da je tam, ki ve, da bo ostal, s katerim se lahko skregaš in vse to in on zdrži. In ostane tam, ne? Oni rečejo, niti skregati se ne morem z njim, on kar gre. Grejo mi naprej. Skratka, ko izberemo eno možnost, izberemo eno odločitev, se pa ločimo od vseh ostalih, dejansko imamo zatem v življenju težave, da bi se ne bili. To je tudi Dostojevski fajn dejal, pravi, človek je preširok. V brati Karamazovič je dodal. Človek je preširok, jaz bi ga naredil ožjega. Čudovita misel. Preširok. Koliko je v življenju opcij, koliko imamo mi potencijalov. Zdaj, gledajte, celoten, tudi na področju psihologije in psihoterapije, in to še danes, in celotni New Age pa temelji na samoaktualizaciji, samouresničitvi. To je tudi en kult. Ja, da bi se človek uresničil v vseh možnih smerih, razsežnosti in vse ta leta, ja ne gre. Se moraš nekje fokusirati, ne? Tudi specialisti danes ste rekli za 3 kapilare, ne? Ja, ne? Ti ni srčni kirurg, ampak delo one zaklopke menda, ne? Da mi smo zaklicali petne kapilare. Petne? Specialist za petne kapilare. In do leve noge. Skratka, zato, ker smo svobodni, smo odgovorni. Če nas kdo v nekaj prisili, to pomeni, da nismo odgovorni. Če nam postavi kdo pištolo na čelo in reče, ukradi mi to knjigo od Viktor Frankla, drugače te ustrelim, bomo mi kaj naredili? Ja, vzeli to knjigo, ne, mislim, to pa res ne debate, ne. Načelo manjšega zla. A smo potem odgovorni, smo lopovi? Nismo, ne. Ker treba ohraniti življenje, ne. Ko smo na začetku se pogovarjali, kako daleč smo mi svobodni, svoboda nima meja. Mislim, da smo zadnjič že rekli, dali tisti primer, če je vojno stanje, sin je skrit, pištolo na čelo, kje je sin, noben oče, nobena mama ne bo povedala. Do zadnjega diha dejansko ohranimo to svobodo. Do zadnjega diha se odločimo tako ali drugače. Zdaj, če govorimo o odgovornosti, se treba tudi vprašati, pred čem oziroma pred kom smo odgovorni. Nekaj zanimivo, odgovornost, jaz zelo rad tako stvari etimološko pogledam. Odgovornost, odgovor. Torej, biti odgovorni, odgovarjati, torej dajati odgovor. To pomeni, da za neka dejanja moraš dajati odgovor. Odgovor. Odgovoriti, ampak če mi dajemo odgovor, pomeni, da je pred tem kaj? Vprašanje, ne? Torej si vprašan, zdaj kaj te sprašuje, ne? Zdaj, ko ti odgovarjaš in v logoterapiji smo nekako odgovorni na 5 ravneh, pred lastno vestjo. Vest je dejansko tista zadnja inštanca, drži? Vest je zadnja inštanca, po katerim mi vemo, so stvari ali niso stvari, potem predljubljeno osebo,
torej osebo, ki nam veliko pomeni, ki jo imamo radi, ki jo ljubimo, pred svojim delom. A veste, da smo tudi odgovorni pred svojim delom? Vi ste zdravnica, ne? Seveda, ne? Smo odgovorni pred svojim delom, a veste, nekdo, ne vem, dela na žerjavo je sigurno odgovoren, ne? Da komu ne vrže kaj na glavo, recimo, ne? Skratka, smo odgovorni. Tudi iz tega vidika bi lahko rekli, ko smo prej menili talente, vsakemu izmed nas so dani neki talente. Smo menili informativne dneve. Vsaka mladenič, vsaka mladenka, veste, imamo neke poklice, nekdo je za frizerja, nekdo za kuhare, nekdo za zdravnika, nekdo za politika, Bog ne ve sicer. Pa je, no? Ja. In smo, a nosimo odgovornost tudi za to? Ja, so v nas vložene neke sposobnosti, neki nastavki. Naša odgovornost pa je, da te talente razvijamo. In to v največji možni meri. To pomeni, če si ti zidar, moraš biti vrhunski zidar. Če si malar, veste, kaj to pomeni, ne? In tu rečemo malar, ne? Kako rečete tu? Malar. Treba biti vrhunski malar, to pomeni, da moraš oblepiti one štoke, tam se fajn zadekati in to, da ni vse popacano, ne? Skratka, to, kar počnemo, treba delati čim boljše, ne? Tudi pred tem imamo odgovornost, pred prijatelji in pred Bogom. Skratka, tisti, ki je veren, nosi odgovornost tudi pred, v končni fazi pred Bogom, ne? Zadeva bo glavna tam, gor, pri Petru, ne? Ko bo Peter potegnil fascikle ven, to bo tajnica začela obnašati pluse po minus. Kdaj življenje izgubi smisel? Nikoli, Frankijo. Ja, ne to. Ko zgubimo sebe, ko voljo, ko odgovornost zgubimo, še kakšno odgovor? Mnogi jo zgubijo, ko zgubijo ljubljeno osebo, starejši pari, skoraj. Ja. Ko ne vidimo izhoda. Ko ne vidimo izhoda, ja. Ja, ko ne vidimo izhoda, ko ni več zakaj živeti. Logoterapevtska je tako, da ima življenje, da je življenje absolutna vrednost. Življenje je absolutna vrednota. Absolutno izvira iz grške besede absolvo, absolvere, ki pomeni odvezati. Torej, kar je odvezano. Torej, absolutno je tisto, kar ni privezano na nič. To pomeni, da je neodvisno od česarkoli. To je recimo pri Kantu, bi lahko to primerjali z kategoričnim imperativom. Torej, delati dobro, ne glede na karkoli. Mi pa v življenju velikokrat, če mi bo koristilo, če mi bo pasalo, če bo to, pol to bo, ne? Drugače pa ne. Torej, brezpogojno, in tudi življenje iz tega vidika ima brezpogojno vredno. Zato, če recimo damo v premislek tukaj recimo področje eutanazije, da ali ne? Ne. Delikatna zadeva, ne? Kako? Da. Da? Ja, če imaš psa po mačke. Ja. Ampak potem življenje ni več absolutno vrednota. Ampak je relativna... To lahko je stvar filozofije, ne? Mislim, razmišljanja. Jaz sem o tem institutu Dignity čitala, ne? Po eni strani bi lahko rekli filozofija, po drugi strani pa niti ne. V Belgiji in Nizozemski sta dve države, kjer so najprej uzakonili eutanazijo in zdaj prihajajo že nekaj let nazaj rezultati, da je okrog 70-80% zlorab. Vi boste še boljši. Ja? Zdaj že pa za otroke. Skratka, 70-80% je zlorab. Zanimivo je tudi to, da je največ eutanazij, veste kdaj? V času dopustov. Maj čas. Razliv. Mislim, da nekje že sem zasledil ta podatek, da meni, da zavarovalnice dajo v zdravstvene namene
Skratka, 90% denarja celote iz zavarovalnice, ki gre v zdravstvene ustanove, gre meni za zadnja 2 meseca življenja. Lahko kdo to potrdi? Ja, 90%. Ker medicina naredi veliko v tem življenju hudega tudi. Mislim, mi je prav žal. Mislim, da jaz ne strinjam z vami. Se strinjam, ampak tlele v našem življenju sodobnem, tako sofisticiranem, pride do enih čudnih stanj v življenju, ki jih nekoč pred 100-200 leti ni bilo. Skratka, gre za to, jaz mislim, da je težava to, da današnji človek steguje roko na področje, na katero ne bi smel. Obstaja po mojem mnenju področje, kjer človek nima pravice. Sam nekje. A ne, problem je to, če nekoga ubije z evtanazijo, problem je pa tudi to, da medicina ljudi ne pusti umreči. In jaz mislim, da v današnjem času je problem skoraj še zaradi tega, ker je ta problem, da ljudi ne pustimo umreči, se tudi evtanazija potem gre na podhod. In problem je to, ampak v zadnji pa posod isto. Temu bi jaz dejal dostojanstvo smrt. Veste, ker v nedogled podaljševati in vse to tudi... Jaz osebno mislim, ne vem, kako boste vi dejala, jaz recimo osebno mislim, da bi človek moral umreti doma. Če se le da. Veste, sam sem tudi imel res tako življenjsko izkušnjo, sem 7 mesecev bil v Torinu, v Italiji, kjer sem delal na onkološkem oddelku zadnjega stadija. 7 mesecev, torej z rakavimi bolniki, umirajo. Zadnje 2 meseca. Veste, žalostno človek z vsemi cevkami, z vsem tem srednji noči, tam samo oziroma tam z osebjem. Veste, ko se že vidi, da ne bi bil človek nekje doma z domačimi in tako. To je pa drug ekstrem dejansko, to neko nesmiselno podaljševanje. Je pa res tudi dilema, zdaj, kje to je. Ok? Skratka, logoterapevtsko gledano... Lahko samo utemeljite, zakaj ne neha imeti smisel življenja? Če se spoče presliši ali pa na kakšni osnovi lahko to postavite, če ne vključite Boga? Če ne vključimo Boga? Ja, na kakšni osnovi se lahko, da si nekdo upa trditi, življenje ima smisel, če recimo ni Boga. Problem današnjega časa. Zelo težko. Dejansko se to ne da. Zdaj danes mi ne bomo očitno imeli časa govoriti o nadsmislu, ampak je zelo resno vprašanje. Zadeva je zelo delikatna, ker to dejansko spada pod nadsmisel. Nadsmisel je pa področje, ki ne gre samo za religiozno verovanje, ampak za preprosto verovanje, zaupanje, pa še enkrat glavno, ni nujno religiozno, da življenje ima absolutno smisel. Torej, pogovarjamo se čisto na življenjski izkustveni ravni. Vi tega ne morete dokazati in s tem prepričati. Zato pravim, da je to en izmed aksiomov v logoterapiji. Teme, življenje ima absolutni smisel. In če mi pogledamo, ne vem, koncentracijska taborišča, vse to, skratka življenjsko, mene osebno recimo, življenjsko, izkustveno, čisto razumsko, ne samo religiozno, to prepriča. Življenje ima vrednost do konca, do zadnjega dne. Je pa spet tu sodoben čas, a veste, ki pa človeka dojema samo, ko je zdrav in lep in koristen. Je ta tendenca. Zdrav, lep, koristen. Potem pa je veliko krat že tako čudno vzdušje. Skratka, ga jemljamo kot aksiom. To pa aksiom, postulat pa znamo iz matematike, nekaj, kar vzamemo in se ne v smislu ne postavljamo pod vprašanje. Če pa gremo do konca, intelektualno pošteno do konca pa pridemo seveda do področja presežnega, drugače se stvari ne da dokončno utemeljiti. Kaj smisel sploh je? Kaj bi dali? 2-3 minutke še pa zaključimo, ampak to moramo res zaključiti. Kaj bi dali, kaj je smisel? Smisel. Kaj je smisel? Malo kakšna ideja? Kaj je nezadovoljivega.
Kako? Nekaj neulovljivega. Nekaj neulovljivega. Nekaj, kar se ugradi lahko v neko celoto bivanja, kar je, torej, služi nečemu, ampak v višjem pomenu besede. Torej, trpljenje je samo po sebi brezsmiselno, vendar če ga znam prav sprejeti, ima neke smiselne. Torej, smrt samo po sebi je velik nesmisel, vendar je en prehod neko polnost, ampak to je pa že vedno. Ja, to je pa že religiozno področje. Logoterapevtsko mene je to res kar zadelo, ko sem to prvič prebral, logoterapevtsko definicijo smisla. Frankl pravi, smisel to so naloge, ki nam jih življenje daje v točno določenem trenutku in v točno določeni situaciji. Nekaj zelo konkretnega, zelo življenjskega. Naloge, ki nam jih življenje daje v točno določenem trenutku in v točno določeni situaciji. Zdaj vkalkulirajmo vse to, kar smo se danes pogovarjali. Svoboda, odgovornost, odločitev. Skratka, naloge, ki ti jih življenje daje in na te naloge mi odgovarjamo. Življenje nas sprašuje in mi na to odgovarjamo. A ni to zelo vsakodnevno? Mi se ves čas odločamo, tako ali tako. Ali bomo šli nocoj na to predavanje, ali ne bomo šli. Ali tisto, ali drugo. In določene naloge oziroma odločitve so bolj smiselne, druge so pa manj smiselne. In zdaj, če pogledate tako, rekli smo, da ponavadi so ta prave poti tiste, da težje poti. Če se malo besedno poigramo. Ko se človek odloča med dvema opcijama, je ena opcija bolj smiselna kot druga. In več je v mojem življenju smiselnih odločitev, tistih ta pravih odločitev, več je smiselnih odločitev, bolj je tudi moje življenje smiselno. Več je v mojem življenju nesmiselnih odločitev, napačnih odločitev, neetičnih, neodgovornih, kakorkoli že, bolj je tudi moje življenje nesmiselno. To pomeni prazno, banalno. Zato, veliko krat to ponovim in v to sem trdno prepričan, se življenja ne da goljufati. Lahko imamo milijone, lahko dobimo milijone, lahko karkoli, življenja ne moreš goljufati. Mu treba dati neko vsebino. Nam vsem je bilo dano živeti, smo na nek način življenje dobili, ali pa bi lahko rekli, da smo sami sebe dobili, od nas pa je odvisno, kaj bomo iz sebe naredili, oziroma kakšno vsebino bomo svojemu življenju dali. Ali takšno, ali drugačno. Ali bo naše življenje smiselno, polno, ali prazno in nesmiselno. Tukaj je zapisano še, da je smisel določen ad personem et ad situacionem, zakaj gre. Smisel ima logoterapevtsko gledano dve razsežnosti in je odvisen od določene osebnosti, zakaj gre, da je mogoče za mene v tej situaciji prav, da naredim to, za vas, ki pa bi bili v isti situaciji, pa bi bilo prav, da naredim to. Za nekoga je vredo, da gre na predavanje, za nekoga pa je bolj prav, da je doma recimo svojo družino. Če ima ena mama, mlade, dojenčka doma recimo, a veste, je odvisno od osebe in od situacije. Situacija je pa vedno neponovljiva. Smisel oziroma življenjska odločitev, ki je izgubljena, ko gre za napačno odločitev, je izgubljena za vedno. Razumemo to? Za vedno. Stvar, ki smo jo zgrešili, je ne moremo več zvrteti nazaj. Torej, smisel je v tem smislu irreverzibilni. Če možakar pozabi na obletnico poroke, lahko ženo pelje v Pariz, pa še kam, ampak 20 let bo minilo in bomo ona še vedno servirala, si pozabil. Čeprav da v Parizu bo fajn in vse to, ampak si pozabil. Drži? Ja, mislim, ne bi rekel, da popolnoma, ker končno vedno lahko tisto dejanje je, ampak ti kasneje zavzameš stališče do tega
in tisto stališče tvoje je pravilno, ki pravilno in nekoliko popraviš, ne? Torej je, se da popraviti. Poudarek na nekoliko popravi. Če vprašate, da uspevamo dopovedati, ni verjame. Do neke mene mi sicer lahko nekaj, veste, oprosti, pa ono, pa gre vseeno. Za ženo ni vseeno, če se lepo praviči in to, ali pa gre mimo trdo, pa da ni pravično. Podarek živi, zelo različno. A veste, recimo en oče, da ima sin zelo pomemben nastop. Ne tisto, ko ima vsak teden. Zelo pomemben nastop. In tega očeta na tem nastopu ni. Vsi očetje so, njega pa ni. Ja, ta sin tega ne bo poznal. Pa lahko on se reče, ne za papežom, za predsednikom vseeno. Dragi ati, ti bi mogel biti tu. To je to. Recimo, ne? A veste? Ali gremo iz službe in gremo žakar k ženi in družini, ali gremo gostilo na pivo? Se več čas odloča. Vse veste. Vse mi hitro vemo v življenju, kaj je prav in kaj ni prav. Kaj je dobro, kaj je zlo. Prava mojstrovina odločanja oziroma razločevanja pa se začne, ko mi odločamo, kaj je dobro in kaj je boljše. Enako v življenju počnemo veliko stvari, ki so same po sebi zelo vredne, celo plemenite, lahko rečemo celo svetiške, ampak bi morali mogoče takrat biti kje drugje in početi kaj družbe. Ok, na tej točki bi mi danes zaključili, naslednjič pa potem sledi nadsmisel tudi, ne? Je bilo potrebno te stvari bolj poglobiti, da bomo lažje potem naslednjič razumeli nadsmisel, pa potem še ostale tematike. Jaz upam, da bomo še v večjem številu na tem srečanju.